dan. Mi začenjamo z naslednjo prireditvijo, to je zdaj že druga prireditev. In sicer danes predstavljamo dve knjigi, ki sta išli v 5. letniku klasične beletrine, se pravi lansko leto, in sicer Flaubertovo Salammbô in Manovega Mepista. Z menoj pač nista Flaubert in Man, ampak so ta avtorici spremnih besed, Katarina Marinčič in Vanessa Matajc, ki sta profesorci na naši fakulteti. In ker je na Filozofski fakulteti letos v tem semestru leto učiteljev, smo naši kratki prireditvi dali naslov od katedra do klasične beletrine, torej KK. Začeli bomo seveda zgodovinsko pri Flaubertu in prosil bi Katarino, če bi na kratko predstavila vsebino romana za vse, ki še niso prebrali romana in se pripričam, da ga bodo tudi naši prireditvi začeli brati. Lepo, dan. Jaz bom kar tole to govorila, da bom čim bolj rahlo razpršena. Tole, če dovoliš, jaz vsebine kot take, mogoče tudi ne bi povedala, vsaj ne do konca, ker mislim, da je to ena tistih knjig, pri katerih vendarle je v škodo avtentičnemu prvinskemu branju, če že pri celoti vemo, kaj se zgodi. Torej, tu je Flaubertov drugi velik tekst, ki ga je napisal seveda tudi po Madame Bovary, gospe Bovary, ki jo vsi poznate, in je za razliko od gospe Bovary, ki je roman iz sočasnega življenja, zgodovinski roman. Dogaja se na zgodovinskem ozadju punskih vojn. V spredju pravzaprav te pripovedi je nasilje pa ljubezen. Torej nekaj, kar je mogoče še danes neke vrste recept za uspeh, in uspeh bomo še kaj reči. Zgodovinsko ozadje, upor najemniške vojske, Kartažane, kajti najemniški vojaki, ki so dobili že dolgo plačila. Glavni lik na tej strani zgodbe, vodja upornikov, libijski velikan Zimeno Mato, ki oddaleč nekaj časa, potem pa tudi zelo blizu ljubi Salammbô, torej naslovno junakinjo. Salammbô, ki naj bi bila zgodovinsko izpričana hčerka Hamilkarja, kartažanskega vojskovodja, pa svečenica boginje Tamice. Kje se začne pravzaprav zaplet zgodbe ali pa kaj je v srčju zgodbe? Mato ukrade pajčolan boginje Tamice, torej nek svet predmet. Ta sveti predmet je seveda stališča upornikov neke vrste pogajalski zastavek, torej kako vidi to verjetno večina Matojevih tovarišev. Za Matoja je pa to tudi predmet, za katerega upa, da mu bo pripeljal v bližino v naročje Salammbô kot tajnino svečenico. To se tudi zares zgodi v nekem centralnem magistralnem prizoru te čudovite knjige. Naprej pa jaz pravzaprav ne bi šli. Se mi zdi, da je to dovolj spodbuda hrana. Ljubezenska zgodba in zelo konkretna zgodovinska zgodba. No, ker smo rekli, da je tole, zdaj vendarle smo mi še malo na katedru, pri klasični beletrini bo povedala seveda Salammbô v tem novem slovenskem prevodu, ima cirkumfleks. In prevajalka je rekla, da če ljudje pač ne razumejo, da se Salammbô ne sklanja, in to zdaj je bolj jasno, in da Salammbô s cirkumfleksom je torej ničta sklanjatev, torej je berem Salammbô. Da ne bi slučajno to rekel drugače, to vendar ne treba zdaj poudariti. Torej, Salammbô je verjetno izmišljen lik. Nekaj je bilo sicer govora, da ne bi imel včeraj, ampak o Salammbô se zgodovina pisala. Torej, izmišljen lik in vendarle, zdaj imamo pisatelja, ki napiše Madame Bovary. Tukaj je, seveda vemo, naslov, to ni vaše ime, ampak zdaj imamo pa roman, kjer pa je njeno ime Salammbô.
kaj bi lahko povedalo o genezi romana? Kdaj je začel nastajati in kateri vidiki zgodovinski so vplivali? Ja, no to je pač roman, ki, kot sem že prej rekla, da je Flaubert napisal po Gospe Bovary, pa pravzaprav po dveh potovanjih na Orient, kot sem takrat rekla, od katerih je bilo zlasti drugo potovanje, pravzaprav že študijsko potovanje za ta roman. Zdaj, kako je s to zgodovinsko izpričanostjo, neizpričanostjo tega lika, torej, kar vemo iz, recimo, Polibija, se v te vire podrobno izpuščala, naj bi Kamilkar dejansko imel včere, ki so pa seveda neimenovane, in ta Salamo je v celoti izmišljen lik Flaubertova stvaritev. Mogoče, če mi dovoljaš, da tukaj navedla nekaj, kar je Flaubert sam navajal v polemikah s Saint-Beuvom oziroma v nekih prijateljskih pravzaprav kreganju, špetiru okrog tega romana. Kot edino ali pa eno redkih pomanjkljivosti svojega romana zapisal je takole, napravil sem prevelik piedestal za premajhen kip. Torej, Salamo je relativno premajhna za to ogromno količino zgodovine, ki jo je Flaubert položil vodja. Jaz seveda kot velika oboževalka Flauberta, pa še posebej tegale romana se niti s to samokritiko ne bi strinjala. Jaz mislim, da je, bi rekla, karizma ali pa neka privlačnost tega lika ravno v njegovi mimobežnosti. Pravzaprav v tem, da ob koncu knjige še vedno zelo malo vemo o tej junaki. No, ampak seveda vsaka junakinja ima tudi svojega junaka. Naslov tvoje spremne besede je nič na svetu ni zapletenejše od barbara. To je pa zdaj seveda ta barbar v tem zgodbi. Ja, to je ta... S katerim si izmenjuje ta tančica, če tudi nekaj ne. Ta, že prej omenili, Mato, vodja opornikov, libijski velikan, ta citat, ki sem ga tukaj uporabila za naslov, je seveda tudi iz pisemske izmenjave s kritikom Saint-Beuvom, ki ga je Flaubert s temle romanom tako zelo razočaral, ker se mi zdel zdrsku romantiko najslabšega tipa. Jaz mislim, da je pravzaprav Mato glavni junak. Da je pravzaprav njegova psihologija tista, v katero se Flaubert pa zelo, zelo globoko potaplja. Kaj ne rečem, še malo iz te polemike s Saint-Beuvom, ki je res, bi rekla, zanimivo, pa mestoma zabavno branje. Saint-Beuv nekje napiše vaš smešni libijski lepotec. V osnovnem stanju kaj takega, odhod bolj, ne vem, kako že. Flaubert pravi v odgovoru, vikata se ne, čeprav sta dobra prijatelja, tale formulacija vas pa ni v redu, ni ne lep, ne smešen. Nekaj čisto drugega. Ja, no. Omenila si že, da je bil seveda roman izjemen uspeh, seveda se je tudi Madame Bovary odmevala, mogoče tudi zaradi procesa, ki se je uspešno in srečno končal, za Baudelairea se je končal isto tožilci bil, da se ve. Ampak v 60. letih 19. stoletja je bil izjemen uspeh, izjemen komercialni uspeh tudi, celo Cicelica je brala, tudi Gleneka brala, vsi so morali na dvoru to brati. Pa recimo Viktor Hugo, ki pa ni bil tako na strani Napoleona III, je tudi to bral. Omenila si tudi Saint-Beuva in tako naprej, ki je pa predstavil malce drugačno mnenje, kot ga je bila večina. Kako si razlagaš? In ta roman, ki mogoče bi nas zaenkrat ni tako znan, da je pa recimo v Franciji v 60. letih že izjemno. Ja, danes govorimo o katedru, pa o predavanju, pa o poučevanju. To je ena stvari, ki se recimo zmeraj trudim spomniti, da jo omenjamo v predavanju o Flaubertu. Tale knjiga je za razliko od Gospe Bovary, ki mu je prinesla ta omenjeni proces, pa naredila iz njega nekega obscenega avtorja. Pravzaprav bila razumljena kot tisto Flaubertovo delo, ki je najnedolžnejše, ki ga lahko, kot so govorili, berejo tudi ženske mlade dekleta. To nas danes seveda lahko zelo začuni. V Gospe Bovary tisti prizor v izvožku, ki pa ondravi, kaj je to danes, česar ne bi smel
katerikoli otrok brati, če ga ne bi dolgočasno, to je druga stvar. Tukaj v tem romanu, recimo celo jaz vidim nekaj prizorov, ki bi jih mogoče zelo mlademu bralcu, majhnemu otroku oziroma otroku ne dala čisto brez razlage v roke, pa ne mislim niti slučajno na zelo lepe, čeprav tudi zelo eksplicitne erotične prizore, ampak na opise nasilja. Pa vendar čisto drug občutek v 19. stoletju do tega, tako do nasilja kot do erotike v tej knjigi. Zakaj? Se to je razumljivo. Zato, ker se ta stvar dogaja nekoč zdavnej nekje na orju in pravzaprav ne more pokušati ljudi, ki s tem nimajo ničesar. To je odgovor. Ampak se mi zdi pomembno to vedeti, ko se nadevamo nekega malo šolmoštarskega učiteljskega dana. Orient je tukaj seveda zelo pomembna stvar, ampak ko gre prvič na Orient, reče Eureka, imenoval jih bom Madame Bovary. Ampak vendar se pa sreča verjetno tudi zelo podrobno za glavno prostitutko Orienta, Kanem, ki je verjetno vplivala na ta prizor tega spuščanja prostitutlica, vsaj tako nekateri pravijo. Ampak moje naslednjo vprašanje je pa mogoče drugače. Kako pravzaprav pa danes po vseh teh desetletjih razumemo ta roman? Zdaj, če se vidva spomneva predavali iz realizma in modelizma, najnega profesorja, vema, da je predaval pol leta o Madame Bovary, se nam boje mogoče samo omeniti. Drug najn profesor se ne spomnim, da bi, čeprav imel, mislim, da romantiko kot predmet. Zdaj, saj to sem razumel, še nekaj druge tvoje tekste, vendar ne poudarjaš, da smo morda, ko smo spuščali Salombo med realističnimi romani, morda bi rahlo razumel. Jaz bi rekla, da je predvsem izhodiščna zmota v tem, da tako velikega avtorja, kot je Flaubert, uvrstiš v nek predal, pa ga potem recimo malo obžagaš, da lahko ta predal zapreš. Jaz nikoli ne predavam, ampak kdor predava o celotnem Flaubertu, ne bo predaval o realizmu in naturalizmu, ampak o tem gromozanskem avtorju. V tem smislu seveda pri meni absolutno pride na vrsto recimo z katedra Salambo, že zato, če ne zaradi drugega, da lahko upozorim, da ima ta avtor tudi drugo stran, da ni napisal samo enega romana, ki ga vsi poznajo, pa mislijo, da ga poznajo, da je napisal še en zelo pomemben, velik realistični roman, Vzgoja srca, pa seveda tudi te nore knjige, kot je Salambo nore, v ogromnih narekovajih, pa na vse zadnje skušnjava svetega Antona. Prej si postavil to vprašanje vmes ali pa navrgal o tem potovanju na Orient prvem, med katerim Flaubert najde ime Madame Bovary. Pred tem potovanjem pravzaprav prebere, pa zagotovo vesta, svojima najboljšima prijateljima prvi rokopis, prvo varianto skušnjave svetega Antona, ki ni realistični roman, pa s katero bo potem zaključil pravzaprav verjetno ta svoj velikanski opus, pa napovedal nekateri pravi celo že modernistični roman. In mu svetuje ta pusti te stvari preberu, Ja. se reče realistični. Kar on upošteva, ampak tisti rokopis pa dal predaj, ne v kaminu. Ampak je to bila krivična kritika, Ali pa nevedna. No, ampak zdaj recimo, če primerjamo Vzgojo srca, te izjemno lepe opise v blek, ki se tam pojavljajo pa frizur, če se to recimo analizira, in če to primerjamo s tem krasnim opisom Kartagine, tukaj je enačaj. Se pravi, tu je triumf realističnega opisa. Seveda z nekimi podstoni, ki nekako nas na drugačno obranijo. Ja, to je bilo meni recimo eno veliko odkritje, kako zelo lucidno je v tem realizmu, pravzaprav v Salambo pisal njen prvi prevajalec v slovenščino Anton Debeljak. Pač od preučevanju stvari za tole konkretno spremno besedo naletela na ta njegov zapis, dva zapisa v Zvonu, v Flaubertu, pa spremno besedo tudi k temu prvemu prevozu. Debeljak čisto po
brez pomislekov zapiše, da je Salamo še ena Flaubertova realistična mojstrovina. Gre za isti princip in tudi Flaubert, ko se zagovarja pred prijateljem Saint-Beuvom, pravi, ali ne vidite, nas bi rekel, ali ne vidiš, da bi se zagotovo tikala, da sem pač na antično zgodbo apliciral principe, on pravi, modernega romana. Torej, ne neka zaprašena zgodovinska. Ja, ker Saint-Beuv se je bal, da je seveda za Madame Bovary zdaj konec tega novega vala in da gremo nazaj. Ampak verjetno seveda se težko ste strinjali. Ti si zdaj že omenila, seveda, da imamo dva prevoda slovenska, slovensko vse bogati. Flaubert ima seveda dva prevoda Madame Bovary slovenska in dva prevoda Salamo. Zdaj, seveda, kakšen je ta prvi prevod, ki je šel, najbolj se vsi strinjamo, ki smo to knjigo prebrali, da je seveda drugi slovenski prevod izjemno lep. Bere se, kot da bi brali original, praktično se ne zatika, če tudi da dejansko kongenialno delo. Težko pa bi kaj tazga rekli za prvi slovenski prevod, ki smo ga seveda tudi brali. Prevajalec je Anton Debljak, ki je dejansko znal vse evropske jezike. Jaz sem prav danes šel gledati, kaj vse je študiral na Dunajski univerzi, od provansalščine, španščine, češčine, izjemen poliglot, ampak za njega so svoj čas rekli, da zna vse evropske jezike razen slovenščine. Žal ta prevod Salamo je verjetno šolski primer tega. Ti si napisala eno študijo o tem posebno o njegovem prevodu Salamo, pa mogoče še o tem poveš, da... Bom začela s tem res razveseljujočim in pozitivnim. Tale prevod je zagotovo, tudi zato ga priporočam, se bo hitro. To je še ena velika mojstrovina Saše Jerele, resnično ene naših najboljših prevajalk iz francoščine. Vendar še en stavk, čisto obrob, ravno kar sem imela čast napisati spremno besedo k njenemu novemu prevodu Balzakovega očeta Gorjoja. Čisto druga zadeva, ampak sjajen prevod še enkrat. Kako je pa z Debeljakom? Jaz ne bi rekla česa tako, bi rekla zaničljivega o tem, vendarle po mojem mnenju zelo, zelo zanimivem človeku. Imam slučajno to srečo, da mi je oče pripovedoval anekdote o njem, ki je Debeljak, namreč njegov gimnazijski profesor nemščine. Nemščine je menda poučeval bolj malo, glavno je na tablo pisal in razlagal tem dijakom etimologije. Ni bil seveda popolnoma človek, ki bi bil zelo realen v svojem početju z katedra, so spet na katedro. Bi pa rekla takole, ta njegov prvi prevod Salamo ima recimo eno zlahka popravljivo napako. Debeljak se trudi obdržati to kratkost Flaubertovih povedi stavkov, s tem, da uporablja zelo veliko sedanjih deležnikov, kar je seveda moteče, stopaje, hodečmo in tako naprej. Ampak to bi se najbolj s nekimi zelo lepimi lektorji, s takimi čutljivimi, senzibilnimi lektorskimi posegi dalo urediti. Nekoliko hujše pa je, da uporablja čisto zoper Flauberta, ker so ga pač zanimale stare besede in etimologije, celo vrsto zelo čudnih, nenavadnih besed. En primer se zdaj spomnim na pamet, kjer Flaubert zapiše čisto preprosto kolje, ogrlica, koravde, Debeljak izbere besedo nagrnina. Torej nekaj česar verjetno, če nekimo originala, niti ne vemo, kaj pomeni. Torej nekje na mizi so ležale, ne vem, zlapina nagrnine in razne drugi kosi nakita. To je to. To je po mojem problem. Tako je pa krasno in čudovito, da imamo dva prevoda. Tako, in da bomo naredili še enkrat reklamo za prevod Saše Jerele, bo zdaj Katarina Marinčič prebrala en domen roman. Kratko pojasnilo, ne bom se odločila tvoji želji za prizor gospe, ki gre po stopnicah. Ja, ta je ta najbolj znan, ne? Ja, jaz sem se odločila za enega manj znanega, gre pa za tole, torej spopadi so na vrhuncu in Hamilkar nekako dobi zahtevo strani Rusa, zdaj nerodno pripovedujem, da bi žrtvoval prid pač svoje deželi, svojega sina, ki ga vsi poznamo po imenu Hannibal, za
To se seveda ne odloči in poskuša namesto Hanibalčka potakniti otroka nekega sužnja, ki ga bodo uredili in prezentirali. Kar je pa mene vznemirilo pri tem odlomku, je pa seveda taka čist obče človeška psihologija, to je prizor, ki bi se lahko tudi danes odigral, žal, kjerkoli. Torej takole. V porfirnem bazenčku je bilo še nekaj čiste vode za salambojno umivanje. Kljub odporu in vsej svojih šarnosti je sulfet, ko je Hamilkar sam pomočil otroka vanjo in ga začel kot kak trgovec sužnji umivati in drgniti s krtačami in rdečo kredo. Potem je iz omar, ki so stale ob steni, potegnil 2 štirikotna kosa škrlata. Položil enega dečku na prsi, drugega na hrbet in v naključnici spel z diamantnima spolkama. Na glavo mu je zlil dišavo, mu obesil okrog ogrlico iz bledega zlata in ga obul sandale z biserno peto, sandale lastne hčere. Ob tem je topotal od jeze in sramu. Salambo, ki mu je vneto pomagala, je bila enako bleda kako on. Otrok se je očaran od vsega blišča smehljal in se pomalo pojunačil, celo zaploskal in poskočil. Potem pa ga je Hamilkar odvlekel za sabo. Čvrsto ga je držal za laket, kot da bi se bal, da ga bo kje izgubil. In otrok, ki ga je bolelo, se je smeril in tekal ob njega. V bližini ječe za sužnje se je izpod palme zaslišal globoko žalosten proseč glas. Gospod, gospod, je še petal. Hamilkar se je obrnil in opazil v sebi moža odbijajočega videza, enega tistih nesrečnikov, ki so brezciljno životarili v njegovi hiši. Kaj hočeš, je siknil sulfet. Njegov oče sem, je zrecval sužen, ki se je tresel kot šiba na vodi. Hamilkar je korakal naprej, človeček pa je s sključenim hrbtom ter upognjenimi koleni lazil za njimi povešal glavo. Obraz se je imel spačen v neizrekljivi tesnobi. Dušil je jog, ki se mu je nabiral v prsih, tako zelo si je želel gospodarja vprašati po njegovih namenih in hkrati moledovati za milost. Nazadnje se je le opogumil in se s prstom čisto rahlo dotaknil njegovega komolca. Ali ga boš? Ni imel moči, da bi izrekel do konca. In Hamilkar je ves osupal nad sužnjevo bolečino obstal. Nikoli ni pomislil, tako brezdanje je bilo brezno, ki jo je ločevalo, da bi lahko imel s takim človekom karkoli skupnega. Pravzaprav je to bolečino doživljal celo kot žalitev, nekakšen poseg v lastne posebne pravice. Odgovoril je s pogledom, ki je bil hladnejši in težji od Radleve sekire. Sužen je omedlel in se zgrudil v prah pri njegovih nogah. Hamilkar ga je prestopil. Hvala lepa za to branje. Zdaj gremo pa seveda naprej. Številni opisi so seveda tudi v romanu Mefisto, tudi taki, da bi Flaubert užival v njih, sploh iz zabave prvega poglavja. Familija Mann je pri klasični beletrini očitno zelo dobro zapisana. V prvem letniku so išle izpovedi Pleferja Feliksa Krula, Tomasa Manna. Drugo leto pa izide profesor Unrat Albrecha Manna. Ni Irene Samide, ki piše spremno besedo, še ni tukaj, bo drugo leto z nami. No, Mefisto pa je seveda roman Klausa Manna, Heinrichovega nečaka in Tomasovega sina drugorojenca. In prvo vprašanje za Vaneso, ki je napisala spremno besedo, je ravno povezano s povezavo očeta in sina. Nemška in evropska literarna zgodovina sta ustvarjali Klausa Manna na področju književnosti spričo očetove pisateljske veličine precej manj izpostavljeno. A je to upravičeno? Glede na težo in obseg celotnega opusa Tomasa Manna, glede na njegov strahovit kulturni literarni vpliv, tudi na okrog svetovno književnost, v tem smislu je upravičeno, kar se tiče pa prav romana Mefisto, ki ga je ustvaril Klaus Mann, pa bi rekla, da ne, ker ta roman je zelo, zelo vreden, da ga izpostavimo in poudarjamo.
Že zdaj? Ja, zakaj sem rekla, da ga je pomembno izpostavljati? Ta roman, ki ga je Strauss-Mahn napisal še pred drugo svetovno vojno, v bistvu zelo, zelo natančno prikazuje, kako posameznik ali posameznica lahko počasi soustvarjata vzpon nekega političnega režima in tako se v bistvu sama znajde v pasti v mišolovki, ko mora tako početi še naprej, naj ne bo všeč ali ne, no, ampak našemu glavnemu junaku, to pa je igralec Hendrik Hürgen, pa je to dejansko všeč, še več. S tem se dobesedno poistoveti, saj je vendar igralec, se pravi prilagodljiv sleherni vlogi. Ne samo gledališki, tudi tej, ki mu jo daje režim, oziroma ki si jo, kot si rekla, ti Katarina pri zvezi s Flouberom, z nekim pogodbenim zastavkom sam izbori od režima. Cena je pa seveda če dalje višja. Pa ne samo v njem samem, se pravi problematizacija njegove osebnosti, samo igralec, klavirist, ki so ustvarja ubijalski, morilski režim, totalitarizem. Posledice so seveda tudi navzven za usode drugih ljudi, ki bi jih morda on lahko preprečil, pa jih ne, ker igra svojo vlogo. In vrh teh vlog je Mefisto. Tako dobesedno, kot v prenesenem pomenu, kot vloga direktno za takratni nacistični režim, kot režim Tretjega rajha in posledično tudi na vzvrdzo okupiranja Evropo. Aha, odlomek. Začne se seveda v gledališču in to prvo poglavje ima pomenljiv naslov Predigra. Tu imamo seveda referenco na Goethejevega Fausta. Del te dramske pesnice je tudi mogočna vloga Mefista. Oba Faust in Mefisto sta znana že iz nemških srednjeveških in potem širše evropskih legend in nadaljnih legendarizacij in literarnih obdelav, ampak v nemškem kulturnem prostoru je jasno Goethejev Faust tista zlata zvezda, ki si je ne glede na čase primerna za identifikacijo v slehernem kulturno-zgodovinskem obdobju. In Goethejev Faust, ta dramska pesnitev, se tudi začne s predigro, tako kot roman Strauss-Mahna. Predigra, namreč ustvarjajo jo pri Faustu verzni govori, replike, treh likov pravzaprav. Eden je pesnik, drugi je gledališki direktor, ki s pesnikom premleva, kako bi najbolje pridobili publiko, zapeljani ljudi, ki bodo gledali predstavo, ki jo pripravljajo, in zraven ima pa ključno vlogo šaljivi kljupec. In ta se pravzaprav nekoliko prenese potem tudi v Mefista, ki je sicer zlasila, ampak to ustvarja tudi s svojo duhovitostjo, šaljivostjo in to poustvarja tudi naš protagonist v romanu Strauss-Mahna, Hendrik Hürgen, in v gledališču se bo nekoč šalil, joj, kako sem podivjal. To res ni prav. Skratka, tisto, kar je objavljeno, se hkrati razgleda kot šal. V bistvu je to eden zame najstrahotnejših trenutkov romana. Ampak začne se pa, kot rečeno, v gledališču, ko
se pripravlja velik spektakel na čas rojstnega dneva Göringa, kasnega Hitlerjevega političnega sodelavca, že dolga leta od samega začetka Hitlerjevega postopnega pohoda na oblast. In v tem gledališkem spektaklu proslave rojstnega dneva, tako rekoč drugega najvišjega funkcionarja v Rajku, se na začetku pogovarjata dva mlada diplomata, ki nista mesta. Eden pravi, slišal sem, da je bila v industrijskem mestu v zahodnem delu države sodna obravnava, tega ni dolgo, več kot 800 delavcev so obsodili. In tudi pravi, jaz sem obveščen, da so jih obsodili samo 500, pa so jih 800 drugih pokončali kar brez sodbe in skrivaj. Kazen za politično prepričanje. Smo torej leta 36 že v situaciji cenzure. In tale začetek, vstop v roman, je zelo hitro sopostavljen s še enim mnenjem mladega diplomata, ko gledate ljudi v gledališču, ko gledate podpornike režima in pravi oziroma razmišlja, ti lepi, nališpani ljudje so zelo živahni, vendar ne moram zaupati, premikajo se čudno oglato, kot marionete in tudi trzajo tako. V očeh jim nekaj preži, ta pogled ni dober, v teh očeh je preveč strahu in preveč krutosti. Oboje, strah, krutost in hkrati razkazovanje. Trije dejavniki, ki so se zdeli Klausmann, očitno zelo pomembni za analizo tega, kako človekova psiha deluje v nacističnem totalnem režimu z nadzorom in kaznovanjem. Ja, to je zelo pomembno, seveda roman je prišel leta 1936 in Klaus Mann je preživel še kar nekaj leta, Skratka, niso ga ubili, čeprav seveda je bil tukaj s tem romanom postal eden največjih sovražnikov režima, živel je v emigraciji. Kaj ga je vendarle motiviralo, da je napisal tak roman? Zdaj, ta roman bi lahko značili seveda za umetniški roman sključen, čeprav seveda je potem vztrajno, verjetno tudi zaradi raznih sodnih in drugačnih problemov, zlasti po vojni, zanikal, da gre za romansko roman. Ampak praktično vsakemu najdemo lahko realno figuro, recimo Mephisto je verjetno pač Hendrik Högen, je Gustav Gründgens, ki je seveda eden največjih nemških igralcev vseh časov, ki je bil seveda Mannov svat. Namreč poročen je bil z Eriko Mann, ki je verjetno Barbara v tem romanu. Največ je tudi njegov ljubimec, skratka zelo zapletena zgodba. Noter so našli tudi Thomasa Manna, pa vse mogoče realne osebnosti. Jasno, Debelinko je pač minister, to je jasno, kdo sta, ampak vendarle, skratka, kaj ga je motiviralo, da je napisal seveda tak roman? Torej o nekem umetniku, ki se pravzaprav sploh na začetku ni nacista, kar je zanimivo, celo prijatelj ima in sodeluje s komunisti in se celo krega z nacisti. Ja, kakšna je bila motivacija pisanja tega romana? Najbrž predvsem osebna izkušnja, in to dvojna izkušnja, osebna izkušnja priče, začetka vzpostavljanja nacističnega režima in drugič zelo zasebna zgodba z že omenjenim soigralcem, sočlanom gledališke skupine, ki so jo imeli ona dva z sestro Eriko, se pravi Klaus Erika Mann, in pa Gustav Gründgens in Pamela Wedekind. Erika je bila sicer zelo omejen čas, tudi soproga Gustava Gründgensa, Klaus Mann, da
so propani navedek in to so bile stvari, ki niso dolgo časa trajale. Njihova gledališka skupina je bila zelo tematsko, bi rekla, avantgardna za tisti čas, čeprav je bila nemška gledališko-kabaretska scena polna raznih kršenih tabujev, se je zdelo, da je Drama Čausmana, Anja in Ester, da je vendarle šla malce čez rok takratnega sprejemanja družbeno-spolnega znamenitosti. In že takrat se je očitno, ko so uprizarjali to dramo, v tej gledališki skupini že takrat je prišlo do rahlega razpokanja razmerja med Čausmanom in Gustavom Gründersom, potem pa, ko je nacizem še dalje bolj zmagoval kot politična stranka, pa je Gustav Gründers očitno zaslužil večjo priložnost v sodelovanju z režimom, kot pa mu jo lahko da sodelovanje v tej gledališki skupini. To se pač domneva, ker je danes Gustava Gründersa dojemamo na podlagi tega tudi romana s ključem Mephisto. Koliko je to res Čausman v bistvu zanikal, da bi portretiral Gustava Gründersa. Ampak nemška literarna zgodovina je zelo sistematično odkrila, kako praktično za vsako osebo v romanu najdemo referenco v neki realni zgodovinski osebi. Tule na začetku romana, ko se slavi Göringov, neimenovanega Göringa, rojstni dan, je jasno, da prepoznamo ne samo tega zelo zajetnega Hitlerjevo desno roko, ampak tudi, kako bi rekla, levo roko, se pravi ministra za propagando Goebbelsa, prepoznamo Emily Göring, se pravi Göringovo soprogo, tako ključno svoj igralko v Henrikovem igralskem in gledališkem vzponu. Prepoznamo Thomasa Manna v Svetniku, prepoznamo njegovo hčer Barbaro, ki je najbrž Erika, kot si rekel, skratka, zelo, pa seveda Maxa Reinhardt, slavnega režiserja, ki so mu očitali, da se ni prav dobro distanciral do režima. Prepoznamo igralke, ki so morali bežati iz Nemčije pred ali slej. Čausman je pa iz Nemčije bežal, že potem, ko se je njegova dotlejšnja književnost znašla na nacističnih kresovih, neprimernih knjig, ki ne ustrezajo nemškemu duhu, ali pa vsaj avtorjev teh knjig, ki ne ustrezajo nemškemu duhu. Tu je recimo katastrofični vidik nemške kulture, vključno s ambivalentno uporabo Goetheja v središči nemške kulture. O čemer pripoveduje kulturno-kulturninska študija Wolfa Šepenka, zapeljivi čas kulture v nemški zgodovini, ki jo je prevedla naša kolegica, naša bibliotekarka Seta. Drugo, vzporedno zgodbo o vzponu nekega človeka, ki pa si želi družbeno spremembo, ampak najprej misli na dobro ljudi, potem pa si se tudi še vedno misli na dobro ljudi, ampak se sprevrče v uničevalca, pripoveduje sodobnega nemškega pisatelja Uweja Kima, Ikarija. To so stvari, ki, če se zdaj navežem na vlogo učiteljice, jih je nekako dobro sproti razložiti, ko bere roman mlajši bralec ali bralka, ki sicer gre za koncentracijska taborišča, za etnosit, recimo tudi, kar se tiče
slovenske populacije med drugo svetovno vojno sploh. No, kakorkoli že, kaj točno se je pa dodajalo v Nemčiji, da je potem tako učinkovala tudi na naš prostor, zato pa je skoraj da nujna, dobra in tako učena razlaga, če se ga učiteljice. Mogoče moramo razložiti še naslov Mephisto, ne? Zdaj, malo si je bilo že jasno, ampak seveda Gründgens je igral Mephista, na Škendrik igra Mephista, torej ni Faust, ne? Čeprav je eno od poglavij Pax Hudiča, ki ga sklene igralec, ne pa dramska oseba. Ja, to je v bistvu zelo suverena in perfektna Mannova uporaba franske definicije Faust, je Fausta pač tu postavi ob stran in se skoncentrira na Mephista. Mephisto je tisti, ki zapeljuje. Mephisto je tisti, ki ustvarja ta zapeljivi čar kulture, ki pa je bolj videš kot ta dejanska kultura, kaj je ta videz mogočnega gledališča in njegove igralske umetnosti zlorabljen, trivializiran in vstal sam mu pokaže. To je Mephisto. Tu, prosim, če lahko povedem nakratko še nička na zlome. Hendrikova velika vloga v sezoni 1932-33 je bil Mephisto. Igral ga je v Faustu. Uprizoritev je državno gledališče pripravljalo na čast 100. obletnice Goethejeve smrti. Smo torej v sezoni, ko bo nacistična stranka prišla na oblast, ko bo Hitler postal kancler leta 1933. In kaj se dogaja? Mephisto, čudni sin kaosa, citat iz Goetheja. To je bila velika vloga igralca Goethena. Še nobene druge ni tako prizadevno pripravljal, z Mephistom je hotel ustvariti mojstrovino. Že maska je bila prava senzacija. Hendrik je vladarja Prkla spremenil v šaljivca. Gospod neba in zemlje bo v svoji neskončni dobroti prav tako šteje za šaljivca. Ne jemljajo me resno. Kljub temu, da s svojim delovanjem posredno, enkrat pa celo neposredno, sodeluje v organiziranih množičnih zločinov. Šaljivec. Pridete jo zlasti, ampak tudi šaljivec. In mogoče je to najbolj tragični moment v celotnem romanu, da se Mephisto predstavlja kot šaljivec. Zrastila kot šaljivec. Nihče ga ne je zelo resno, pa bi ga zelo resno. In ker je Kraussmann popisal ne samo iz predstavljena svojim nekdanjim igralcem, morda celo intimnim prijateljem, ampak tudi že kot emigrant v Amsterdamu, predešen pred nacizmom. Jaz to berem kot nekaj vrste teh svarilo za vse prihodne čase. Kaj je mogoče početi s kulturo, kaj je mogoče početi s nepisnim dojemanjem stvari, ki se počasi pripravljajo kot če dalje hujše, če dalje boljše in posle kot totalno katastrofa. No, tudi tukaj je seveda ta recepcija zelo zanimiva, ne zlasti, ampak te recepcije tako leta 1936, bolj po vojna, ker tudi tukaj prihaja do sodnih procesov. Gründgensov sin toži, ki posname film, Mephisto, ki je še vedno dosegljiv in razen vsebino, toži založbo, ker seveda Kraussmann že mrtev, ampak to ne vpliva na distribucijo knjige, knjiga ima veliko prevodov, v drugi polovici pač 20. stoletja Ištvan Sabo posname čudovit film, katerega prejme Oskarja. Zdaj, kako razumeti ta plan danes in mogoče neko zadnje vprašanje,
nekaj besed, ki je treba reči tudi prevajalcev, ki je dati profesor Vlado Kralj, to je seveda že druga izdaja. Ja, kot si rekel, Osman je ta roman napisal in objavil leta 1936 v eksilu v Amsterdamu. Takrat je bil vsem tisto pravničko, torej dostopen. Dostopen je bil tudi nemški publiki, kolikor si ga je pridobila na švedska romanika. Osman je bil še vse povedan avtor v nacističnem režimu. Osman je napisal še več romanov, tudi romanov o emigrantih, podobno kot recimo Erich Maria Remarque, sicer je njegov roman o emigrantih prišel šele posmrtno, roman Osmana o emigrantih pa prej. In oba sta zelo zanimivo branja, tudi za današnji čas. Drugače pa po drugi svetovni vojni, ko je Osman dokaj hitro napravil za pomoč, tako zakaj se točno ne ve, ugiba pa seveda se. Ko je nemški založnik hotel izdati v zahodni Manov roman Nefisto, je posvojenec ustanoval, Grimsbensa dosegel vzhodno prepoved, češ da bi roman žalil njegovega pošta. Posvojenec je torej roman Osmana bral kot nedvomno roman vključeno s prepoznavno osrednjo osebo. Je pa zanimivo, da je druga roman dovoljen in bran v vzhodni Nemčiji, se pravi v DDR. In Osman je imel pravno usodo s tem svojim romanom, glede na to, da se ta njegov roman vključuje direktno v kontekst, da so ustvarjala tudi Erich Kästner z romanom Wagner in pa veliki Alfred Döblin z romanom Katrina Alexanderplatz. No, ta romana Kästnerju stavila se voda, so tako zelo dopuščena, pa čeprav bi se govoruje pa o usvodu nacizma. Kästner je našel tako še bil način, pravzaprav grej za satiričen način včasih. Osman pa je dolg čas v zahodni je pa potem doživel tudi obdelavo za gledališče. V Franciji to predstavo je, kolikor jaz vem, videl naš profesor Vlado Kralj in morda ga je tudi to spodbudilo v prevajanju, kajti v tej predstavi je tako dosti. Ja, mislim, da smo izčrpali vsa vprašanja, ne? Mislim, da smo popravili vse. Mislim, da tudi nam čas nekako zmanjkuje, torej se zahvaljujem, se dovoljnicam. Mi smo lahko veseli, da imamo tako slovenske prevode, da imamo torej že drugo izdajo, da imamo nov slovenski prevod, kar se da kaže, da je predvsej bogato. In da nekako smo srečni, in ko slišimo po zbirkah klasična Beletrina, še nadaljevala poslanstvo, tako da sem se nekaj lepikom ne bo zgodba končala.